Letos so na naših cestah ugasnila 4 življenja zaradi voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Najmlajši med umrlimi je bil star 21 let. Pri nas smo še vedno preveč tolerantni do uživanja alkohola, opozarjajo v Agenciji za varnost prometa. Ta teden so začeli akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drog. Poostren nadzor policije bo trajal do 26. junija. Praznovanje rojstnega dneva in popivanje, zgodnja 20. leta, ko se je Andreju Peganu življenje popolnoma spremenilo, čas pred nesrečo pa izbrisal iz spomina. Ko sem prišel po oseb, bilo pa levo roko mrtvo, pa na invalidskem vozičku. Prijatelj pa na kraju nesreče umrl. Čeprav se število mladih, ki pijani sedajo za volan, iz leta v leto zmanjšuje, je alkohol še zmeraj močno prisoten v naši kulturi, opažajo na Agenciji za varnost prometa. Se pa vedenje počasneje spreminja pri starejših voznikih. Do konca maja je bilo že 536 prometnih nesreč povezanih z vozniki pod vplivom alkohola. Alkohol vpliva na reakcijski čas, pozornost, vid in druge kognitivne sposobnosti. Približno 1/4 vseh smrtnih žrtev v prometu v Evropski uniji je povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola. Lahko iz osebne izkušnje povem, da neka taka nenadna izguba, ki pač nastane v teh primerih, zelo boli in predvsem te noben ne more na to pripraviti. V zavodu Varna pot opažajo, da se za volan kljub alkoholu še vedno usede marsikdo, ki se za vožnjo čuti dovolj sposobnega. Podcenjujemo oziroma ne moremo realno oceniti, kakšno je naše počutje, kakšne so naše sposobnosti, skladno s tem, koliko alkohola smo zaužili in kaj dejansko alkotest pokaže. In čeprav je zakonsko za voznike dovoljena stopnja alkohola do 0,5 promila, se že pri tej koncentraciji verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji.